Ko ljudje rečejo, da imajo obdobje, da imajo odpor, meditirati, delati reiki, poslušati o duhovnosti, karkoli, kaj v bistvu s tem sporočajo in komu to sporočajo, je zelo močno vprašanje. Imam odpor do tega. To je isto, kot da bi rekel za svoje življenje, imam odpor do tega, da bi jedel, imam odpor do tega, da bi pil. Ljudje, kolikor so bolani, kolikor se nekaj dogaja, ta zadnjo energijo zberejo za to, da telesu dajo hrano, pa predvsem takrat tekočino, neke čaje in ne vem kaj. Ti pa, če rečeš, da imaš odpor zaradi tega, ker se ti nekaj dogaja, zaradi tega, ker imaš neko službo, zaradi česar, odpor do tega, da bi se polnil energijsko, duhovno, veš, kaj ti v bistvu s tem sporočaš? Veš, koliko je to nevarna stvar, da imaš odpor do svoje duše? Jaz imam odpor nahraniti svojo dušo, je to. Meditacije, reiki, angelske terapije, mantre, karkoli že je, polnijo dušo, tako kot hrana, telo, kisik, sonce polnijo fizično telo. Ti ne moreš reči, to jaz rabim ljudi naučiti, ne moreš reči, da imaš odpor do svoje duše. Ker če ti vzpostaviš odnos, ne, do svoje duše, ki pravi, odpor imam tebe nahraniti, in rečeš, nisi pomembna. Kar se meni dogaja fizično in okrog mene, torej na ego ravni, je bolj pomembno od tvoje inkarnacije v tem telesu. Ampak vas vprašam, ali inkarnacija brez duše sploh obstaja? Če ti rečeš, samo telo, samo telo, samo telo, in začneš dušo drastično zanemarjati in rečeš, nič, dobro, se ni nujno, da so duhovne tehnike, eni si dušo polnijo na drug energijski način, s svojimi idejami, kreativo, umetnostjo. Ja, absolutno, ampak eni ljudje tudi takrat to pustijo na strani. Se ni za vse točno zdaj duhovni tečaj, pa to, a veš, kaj hočem reči, odziv. Vse ne rabi biti, ampak pač neka energija, ki je samo za dušo. Z nekoga je mogoče to slikanje, pa je to vrsta meditacije. Seveda, absolutno. Ampak tudi takrat rečejo, ne, odpor imam do slikanja, nimam časa, z drugimi stvarmi se ukvarjam, druge stvari je pomembno, da delam. Če ti nič ne daš duši, te izkušnje, torej ne glede na to, kako fizično izgleda, ali v obliki meditacije, v obliki slikanja, v obliki igranja klavirja, kaj pa vem, če ti tega nič ne daš, ti v bistvu zanemarjaš to, da ona tudi potrebuje polnjenje s svetlobo, da potrebuje izražanje, da potrebuje ta mir, da potrebuje ta stik. Potem se ljudje čudijo, zakaj zbolevajo in zakaj dobijo zelo težke lekcije na glavo. Ravno ponavadi na tistem področju, kjer so najbolj rekli, da v imenu tega zanemarjajo svojo dušo. Ravno se takrat ponavadi pokaže lekcija, a ne? Na področju zdravja, na področju odnosov, ravno tam, ko smo imeli ti ful fokus, ampak duša ni hotela samo to opazovati, ker so še druge izkušnje, tudi odnos do sebe noter, a ne. In ljudje recimo s takim odnosom neverjetno prizadenejo sami sebe, veš. Koliko ljudi, verjamem tudi zdaj, ko to poslušate, bi rekli, veš kaj, v enem trenutku sem se ustavila in ugotovila, sebe sploh nimam rada, da moj odnos z mano je popolnoma porušen. In takrat nastopi ena taka velika žalost, a ne, ko to narediš, ena taka res boleča stvar se zgodi, no, se mi zdi. Zelo boleča stvar. In na podlagi tega, okej, zdaj, če pač veš, da se ti je to zgodilo, pa tako naprej, kaj boš zdaj sam sebe, ne boš bičal, pač to je pa spet neki odnos do sebe, ki ga nočemo, ampak se je treba zavedati, da tako, kakor se polnimo, torej z vodo, hrano, športno, torej fizično, je treba znati sebe tudi energijsko polniti, a ne. Ko ti enkrat res da
želi dati duša opozorila, ona ne useka kar s polno silo, nekako po tebi, ampak najprej grejo ponovati lekcije od zunaj, torej začne se od zunaj, torej na projekcijo gre, recimo za kar si ti sebe zanemaril, gre lekcija najprej ponovati na tisto ali pa na nekaj podobnega, torej nekaj, kar je zunaj tebe, kariero, denar, odnose, nekaj. Potem se pa stopnjuje. Potem pa se bolj premika proti tebi. A ne? Ker recimo, ko pa duša dela manifestacijo, gre pa od noter in to potisne v manifestacijo, to je pozitivna stvar, in pol ti pred sabo zagledaš življenje, ki ga hočeš živeti. Ne? Ko pa govorimo o lekcijah, je pa to reverzni proces. To pa zgleda torej tako, da gre najprej lekcija tja in te lekcije so vedno težje, potem pa začne pritiskati nate, potem pa najprej pritisne na auro, si bolj občutljiv, bolj lahko zaznavaš energijske napade in tako dalje, ker naenkrat te lahko strah nekih stvari, pa sploh ne veš, česa te je strah, ker nečesa te je ful strah. Ljudje recimo razvijajo neke strahove, kaj če bo to brez kakršnih koli dokazov, zato ker se jim aura šibi, ne. Potem pa to, pa če še vedno nič ne narediš, potem pa to gre na tvojo notranjost in začne seveda, ker svetloba duše nekako usiha, a ne, se začne to dogajati. Okay? Se začne to dogajati, da začneš zbolevati, da si vedno bolj slaboten, da imaš neke kronične zadeve. Le vsak kdaj zboli, vsak ima kdaj, razumeš, ne vem, dobi gripo, pa se rabi imunski sistem resetiraš, ampak a veš, ono bolehanje, ko te zdravje ves čas ne pusti pri miru, glih toliko, da ti je res neprijetno v življenju. Saj, ne vem, ne rabiš biti v bolnici, pa ne tako, ampak a veš, kad čutiš, nisem polnega zdravja, enostavno pač nisem. In ljudje to čutijo, no to je pa to. To je pa to, ne, ko se te stvari zgodijo. In takrat seveda rabiš samo zdravilnost. V tem primeru, naj ti povem, ker je bilo več kot potrebno, sem se odločila, da bom 16. Zelo dolgo ni bilo, 16. aprila, da bom ponovila samozdravilni reiki, ki ureja to. Če se ti je to zgodilo, kar sem zdaj opisala, če je bilo to točno tako, rabiš sebe napolniti nazaj. Nekateri ljudje imajo radi daljše tečaje, pa daljše reiki tečaje, pa tako naprej, super. Včasih pa pač, da še vseeno lahko nekaj narediš, pa okej, rečemo, da nimaš veliko časa, imaš pa tako enodnevno oziroma eno večerno, 3 ure traja, razumeš, delavnico, ker se lahko naučiš, kako sebe napolniti, kako sebi dati energijo, da vsaj nekaj narediš, da vsaj nekaj si znaš vračati. In ta delavnica, torej samozdravilni reiki, toliko nežna, toliko ljubeča, da sebe dobiš nazaj, okej, bo 16. aprila, tako da poglej si na potovanje duše.si, res ti toplo priporočam.